ki bo po nagovoru pripadla čast, da bo svečano odprla 30. bolnišnične olimpijske igre. En lep dober dan vsem skupaj. Ne morem vam povedati, kakšno veselje ste mi pripravili in naredili, ker ste me povabili na te vaše jubilejne 30. bolnišnične igre. Sama sem večna športnica po duši. Vem, da šport krepi duha in telo in vsak si zasluži neko priložnost, vsak lahko nekaj naredi za svoje telo in za svoj duh v skladu s svojimi zmožnostmi. No in ker so to čisto prave bolnišnične olimpijske igre, se bomo držali tudi protokola. To je ravno tako, kot bo predsednik Emmanuel Macron prišel v Parizu na otvoritev ta velikih olimpijskih iger in bo seveda nekaj lepega prebral, da nič ne bo prepuščeno naključju. Skratka, drage mlade športnice in športniki, drage olimpijke in olimpijci jubilejnih 30. bolnišničnih olimpijskih iger, dragi starši in sorodniki, spoštovani prireditelji iz bolnišničnih šolskih oddelkov Osnovne šole Ledina. Spoštovani gostitelji z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča, spoštovani predstavniki Olimpijskega in Paralimpijskega komiteja Slovenije, spoštovani vrhunski športniki in parašportniki, cenjeni gostje in ljubitelji športa. Danes je seveda poseben dan za prav posebne olimpijske igre, ki so edinstvene na svetu in na katerih ste vsi sodelujoči čisto pravi šampioni. Dan je tudi prazničen, saj je ta svetovni unikum danes praznuje svoj 30. rojstni dan. Ob tem pomembnem jubileju se najprej želim zahvaliti izjemnim posameznicam in posameznikom, ki ste pred 30 leti v okviru bolnišnične šole zasnovali ta projekt, ter vsem tistim, ki ste ga skozi 30 letja razvijali, izpopolnjevali in soustvarjali ganljivo in ustvarjali ste na vse pozitivno zgodbo o solidarnosti, sočutju, medsebojni pomoči ter vlogi športa in olimpizma pri premagovanju težkih življenjskih preizkušenj. Hvala vam za vse dobro, kar ste naredili in delate za mlade, da jim je zdravljenje v bolnišnici znosnejše in zabavnejše. Poleg vsega znanja, ki ga bolnišnična šola predaja hudo bolnim otrokom in mladostnikom, da se zaradi bolezni ne čutijo prikrajšani za znanje, je neprecenljivega pomena tudi vse tisto, kar pedagoški delavci naredite, da otrokom in mladostnikom v bolnišnici odprete okno v zunanji svet in da po končanem zdravljenju lahko nadaljujejo redno šolanje. Del teh prizadevanj so seveda tudi tradicionalne bolnišnične olimpijske igre, ki so na začetku potekale na hodnikih, v avlah in drugih prostorih v stari pediatrični kliniki na Vrazovem trgu, danes pa bodo potekale v tej telovadnici, ki se bo čez nekaj trenutkov prelevila v pravo olimpijsko prizorišče, kjer bomo seveda vsi srčno navijali. Bolnišnične olimpijske igre so zares nekaj navdihujočega in čudovit primer dobre prakse, zato še enkrat hvala vsem bolnišničnim šolskim oddelkom Osnovne šole Ledina in zaposlenim, da ste igre ponesli v bolnišnice po Sloveniji in tudi po Evropi. Žal ste edini, ki vztrajate že 30. leto, vendar je vztrajnost v športu in življenju ena najpomembnejših lastnosti šampionov, zato si zaslužite posebno pohvalo in priznanje. Bolnišnične olimpijske igre pa poleg tega, da pomagajo krajšati čas v bolnišnici, prinašajo veselje in zavest, nosijo še eno zelo pomembno sporočilo športa, ki ga v Sloveniji počastimo z državnim praznikom. Da je šport za vse in ga je mogoče v sodelovanju s strokovnjaki z Fakultete za šport prilagoditi vsakemu in mu s tem pomagati pri vzdržljivosti in motivaciji, vse to pa nedvomno pripomore tudi k ozdravitvi. Današnje jubilejne 30. bolnišnične olimpijske igre so odličen uvod v olimpijsko vzdušje letošnjega poletja, ki ga bodo zaznamovale olimpijske in paralimpijske igre v Parizu. V tem duhu vam želim, drage mlade olimpike in mladi olimpijci, da vas tudi danes vodi ideja olimpizma in sicer, da je pomembno sodelovati in ne zmagati. Jaz vam želim
eno srčno bitko. Nekdo bo na koncu zmagal, ampak saj veste, na koncu ste vsi zmagovalci. Menda sem zmagovalka že tudi jaz, dobila sem medaljo, iskrena hvala. S ponosom jo bom nosila danes tu in jo dala na eno lepo častno mesto v moji pisarni v predsedniški palači. Iskrena hvala in vsem skupaj srečno. In kaj moram zdaj še uradno? Ne? Zdaj pa še. Tako. Razglašam, da so 30. bolnišnične olimpijske igre uradno odprte. Srečno! Najlepša hvala, predsednica Republike, doktorica Nataša Pirc Musar.